dan, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Predsednik vlade je odgovoril na pismo, v katerem ga podpredsednik LDS Slavko Ziherl svari pred sodelovanjem z Janezom Janšo. Takole je zapisal: Spoštovani dr. Slavko Ziherl, od mene v tvojem pismu zahtevaš nekaj, v čemer ti ne morem ustreči. Čeprav razumem tvojo kritiko, predlagaš, da se preneham posvetovati s političnimi tekmeci. To je daleč stran od mojega političnega prepričanja, da se je potrebno pogovarjati tudi s tistimi, ki mislijo drugače. Kljub temu je Pahor za Ziherla našel tudi precej razumevanja. Dobro vem, da se je najprej treba potruditi za odlično sodelovanje z zavezniki. Spoštujem nekatere sodelavce, ki zaradi zadnjih dogodkov izražajo dvom v iskrenost posvetovanj in sodelovanj s tekmici. Brez takih dvomov in celo razočaran nisem niti sam. Toda vedno, ko o njih premišljujem, tako kot v vseh zadnjih 20 letih, pridem do istega zaključka. Kolikor so stvari težje, toliko bolj je potrebno biti odločen, da se problemi rešijo mimo za mir. 11. redna seja Skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se je zapletla že pred začetkom, ko so nenapovedan shod članov Zveze svobodnih sindikatov Slovenije pozdravili organi pregona. Mi gremo na sejo. Tukaj je sestanek. S kom naj komuniciram? Lahko z mano. Šefi. Mislim, šefi policije, ne? Ja. Shod. Kakšen shod? Gle čakati, da dobijo aspirine, ker so zmanjkali v lekarni. Delavske predstavnike na skupščini je zmotil predvsem del gradiva, ki govori o nadomestilih za upravičeno odsotnost dela. Ozračje je poskušal pomiriti minister za zdravje Borut Miklavčič, ki je v pol ure trajajočem govoru ošvrknil vse zbrane. Po njegovem nastopu je sindikalni del članstva sejo zapustil, zbor ni bil več sklepčen in seja je bila prekinjena. In kakšno je Miklavčičevo mnenje o predlaganih varčevalnih ukrepih? Mislim, da v primerjavi celotnih sredstev, kjer pomeni 2 milijarde 300 milijonov evrov, pa da bom objektiviziral sliko, da je polovica tega denarja namenjenega za plače, kjer ni možnih racionalizacij, saj omembe vrednih ne, se pravi, ostane področje za milijardo 200 milijonov in pri tem predlog za 10 milijonov, da imamo reči, da je zelo skromen. Saj ste videli samo z pogajanji zdravila, ki bi jih moral zavod dnevno, sem danes prinesel zavarovancem 2 milijona 200 tisoč iz obveznega zavarovanja in dodatnih 700 tisoč za prostovoljno zavarovanje. To je delo, to je trg, to je cena, to so pogajanja, to so naloge ljudi, ki delajo v tem sistemu. Na slovenski medijski sceni je prišlo do zanimivih premikov. Nekdanji novinar TV Slovenije in zdajšnji tržnik oglasnega prostora na Info TV Vladimir Uodušek je za okoli 3 milijone evrov odkupil 51% delež Info TV. Uoduškovo podjetje Publika, ki je novi večinski lastnik Info TV, nima zaposlenih, poslovne bilance za leto 2008 pa tudi ne. Odkot mu denar za nakup televizije, Uodušek ni povedal. Podobno zadržani so na Delu, kjer so se odločili, da bo tednik Mag od 1. marca naprej izhajal ob ponedeljkih kot priloga časopisa Delo. Tako se končuje zgodba o nekdanjem desnem tedniku, ki ga je Danilo Slivnik prodal Delu. Konec leta 2007 je Mag dobil novo vodstvo in postal levo-sredinski, stara ekipa pa je ustanovila tednik Reporter. Za osvežitev spomina si poglejmo posnetke iz časa zamenjave uredništva. To njegovo izbiro, kot smo že povedali, razumemo kot kazen. Jaz sem se tudi prijavil, ko me niso izbrali, čeprav smo mi prej ponujali to mesto, kot kazen, ker sem se jaz obema nadzornikoma uprl na njune pritiske, ki so jih izvajala normalno. Vemo, da je šlo tukaj da so bili ti pritiski politično in kapitalsko motivirani, da so bili tukaj zahteve glede objave določenih člankov, glede pisanja pozitivno o pivovarni Laško, glede objave nekaterih intervjujev, na kar seveda nisem pristal. Ptujski kurenti, ki so s preganjanjem zime pričeli že 2. februarja, so obiskali mariborskega župana Franca Kanglerja in mu podarili ježovko. Karkoli že to je.
Moram reči, da sem še tega najbolj vesel, ne? Glede na to, da prihajajo taki drugačni časi tudi za našo prestolnico, da bo treba... Samo v robu. Tudi s tem se kakšni evro več izboriti nekje druge. Ob 80-letnici Vatikanske države, komentar dneva, Matej Pavlič. 20. septembra 1870 so se odnosi med Svetim sedežem in kraljevino Italijo znašli v bolečem krču. Garibaldijeve irredentistične čete so namreč na ta dan pri mestnih vratih Porta Pia izvedle napad in zavzetje mesta Rim. Dan, na katerega je novo nastala italijanska država prišla do glavnega mesta, pomeni po drugi strani konec tisočletne papeške države, ki je v svojih najboljših obdobjih obsegala dobršen del osrednje Italije. Papež Pij IX se je razglasil za ujetnika v Vatikanu, italijanski kralj in politika pa se je znašla v velikanski zadregi, kako pred očmi 100% katoliške Italije urediti odnos z voditeljem katoliške cerkve. Lateranski sporazumi, sklenjeni 11. februarja 1929, tako pomenijo otoplitev skoraj 60 leti trajajočih več kot hladnih odnosov med katoliško cerkvijo in kraljevino Italijo. Lateranski sporazumi so konkordat, ki je meddržavna pogodba sklenjena med Svetim sedežem in neko državo. Sklenjenih konkordatov je bilo v 20 letih 20. stoletja kar 7, tako da lateranski sporazumi niso edini. Gotovo pa so bili izredno pomembni, saj so urejali odnos papeža in njegove države do širšega okolja, v katerem se Vatikan, ta pol kvadratnega kilometra velika državica, nahaja. Katere so najpomembnejše točke lateranskih sporazumov? Kraljevina Italija je priznala suverenost papeške države, skrčene na Vatikan, od tod tudi ime državice Città del Vaticano, mesto Vatikan. Papež, takrat Pij XI, pa je priznal suverenost kraljevine Italije. V duhu gesla Svobodna cerkev, svobodna država je bilo uveljavljeno načelo ločenosti cerkve in države, razumljeno kot avtonomija delovanja obeh družbenih dejavnikov na svojem področju. Katoliška veroizpoved je bila razglašena za državno vero, poroke sklenjene v cerkvah pa so dobile tudi civilno veljavo. Po drugi strani je italijanska država dobila pravico do dogovarjanja pri imenovanju škofov. Določena pa je bila tudi odškodnina, ki jo je papež prejel kot nadomestilo za izgubljena ozemlja in stavbe papeške države. Konkordat je ostal v veljavi tudi po drugi svetovni vojni, vse do leta 1984, ko je bil med Republiko Italijo in Svetim sedežem sklenjen nov sporazum. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Ljubljanski Zoran župan Janković je sprejel predstavnike Šentjakobskega gledališča, ki so mu predali doslej zbrane podpise proti preselitvi gledališča v Moste. Torej, spoštovani gospod župan, mi smo v zadnjih slabih 3 mesecih dobili več kot 3600 podpisov naše podpore, da ostanemo Šentjakobsko gledališče v mestnem domu. In zatorej sem vam prinesel peticijo, s katero vas prosim, da to stvar resno vzamete. Kljub temu, župan svoje odločitve ne namerava spreminjati. Jaz mislim, da ne bom prepravil. Čas se vam bo iztekel, ne? To je direktorja gledališča Srečka Krmavnerja precej razburilo. Nas ni nihče več vprašal. Mi sploh nismo bili sogovornik v kakršnih koli debatah o tem. Nas so samo klicali in postavljali pred gotova dejstva, morate ven. Poveljko starih gledališč je londonski župan iz Sejus Piccadillija. No, če mi najdete kakšnega, bom prav vesel, povejte mi. Dajte mi, no. Se ni nikjer ni takih čudnih retardiranih ljudi, ki bi take neumnosti počeli. Fotograf Žiga Koritnik nam je predstavil pravkar izdano knjigo Un punto di luce, zbirko fotografij nastalih na Sardiniji v pokrajini Barbaggio, kar pomeni Barbari, v času tamkajšnjega karnevala. Bobni so pa predvsem zelo znani tukaj prav iz Gavoja. Oni so to pred nekaj leti, to ni to blazno staro, ampak so kakor sfurali njihov način praznovanja. Narejeni so iz starih modelov za delati sir. V prejšnjih letih, starejših letih so kožo delali iz pasjih kož.
kar je mene kot pa se ljubca enkrat kar konkretno zmotil, sem se pritožil enemu in mi rekel, kaj če delati s psom, ki mi kole ovce, tako pa saj laja naprej. Ne. Še vreme, primerno za pisanje dolgih prijateljskih pisem. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti. Ostanite še naprej z nami.